Ljudje in ljudje, ne poslušate 121. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov, od F do Z. Obod, odločno bomo obrzdali diktaturo, tokrat izjemoma Igor Harp in Aljoša Hrlamov. Tokrat imamo za vas prav posebno epizodo s prav posebnimi gosti. Z nami so, zdaj imam še vedno prav napisano v scenariju, dva člana in članica razvpite podtalne aktivistične organizacije Inštitut 8. marec, in sicer so to Tija Jakič, Živja, Andraž Kos in Jan Štrukelj. Čau, čau. In zdaj seveda vprašanje, ki ga je Tija rekla, da ga ne smem vprašati, kako ste? Kako se držite? Ja, zdaj malo boljš, ker smo imeli ta intermezzo pogovorni, ampak utrujeno, komaj čakamo volitve, mislim, da in če ne bi bili tako povezani tudi na neki prijateljski ravni, ne vem, kako bi tole sfurali zdaj. Ja, se absolutno strinjam. Mislim, da je ta povezava in ti prijateljski odnosi, ki jih imamo, mislim, da rešujejo vse to skupaj, ker trenutno komi dihamo, po mojem delamo s krvavimi podočnjaki, ampak vse za demokracijo. Zdaj boš ti še temu kaj dodal? Ja, jaz sem Midrazjana se veliko včeraj pogovarjala o tem, kako vse bolj čutva, vse bolj doživljava, in pa je bilo vprašanje, a to zato, ker je res vse tako na tem spektru doživljanja močnejš, a samo zato, ker so utrujena, in sva prišla do zaključka, da absolutno komi še živiva. No, dobro, upam, da zdaj zdržite vse to epizodo. Današnja epizoda je namreč specialna predvolilna epizoda, zato bomo govorili o morda ne najbolj tipičnem filmu za naš podcast, a nekako se vendarle približuje žanru politične srhljivke, ki jih bomo tudi nekaj omenili mimo glede, in sicer bomo torej danes govorili o filmu No oziroma Ne iz leta 2012. Če filma še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi radi film pogledali neobremenjeno, imate zdaj še čas, da nehate poslušati epizodo, pogledajte najprej film in se k poslušanju epizode vrnite, ko vam bo to uspelo. Vsekakor pa se vrnite. Če pa vas film ne zanima tako zelo, kot vas zanima naš klepet, potem pa osebni dokument v žep in z nami na volišče. Maestro, koračnica. Evo, mi smo nazaj, skratka, No, domnevam, da v španščini No. Ja. No, okay. No. 2012, mednarodni slov je pa No, I guess. Naš je pa Ne, kar je tako zelo težko je včasih ta film najti na IMDb, moram reči. Ja. Spada v žanr, sicer bolj med drame, nekako politične drame, če upoštevamo, da gre seveda za film po resničnih dogodkih, ampak če pa ga gledamo kot film sam, pa ima določene elemente srhljivke. Gre za ekranizacijo neobjavljene dramske igre El Plebiscito Antonija Scarmete, mimogrede njegov roman in film Ardiente Paciencia, Žgoče pričakovanje, sta služila kot predloga za film Il Postino, Poštar 94, ki je prejel številne nagrade, tudi Oskarja za glasbo. Sam ta film No je pa prejel nominacijo za Oskarja za najboljši mednarodni film. Režiral ga je Pablo Larraín, I guess, ki je posnel še dva politična zgodovinska filma drami, to sta Jackie in letos Spencer, ki je bil nominiran bolj ali manj samo za glavno žensko vlogo, in še te ni dobil. Pa Neruda je imel tudi. Pa Neruda je tudi njegov. Ker sta ista glavna igralca celo kot v No. Tako. In pa režiral je tudi vseh 8 epizod miniserije Lacey's Story, ki je nismo gledali po Stephenu Kingu. Skratka, to je to z nekega tega nujnega. Edino še seveda omenimo, da v glavni vlogi filma No igra mehiški igralec, sicer Gael García Bernal, najbolj znan po filmih Amores Perros, Y tu mama tambien, La mala educación, hvala Igor, The Motorcycle Diaries, Bubble, pa žanrskih Station 11, The Science of Sleep in old ter seriji Mozart in the Jungle. Skratka, tudi žanrskega ima kar nekaj za sabo. Station 11 je tudi on. Ja. Ok.
In to je bilo to je tisto, kar jaz preberem vedno in zdaj se lahko začnemo pogovarjati o filmu. Skratka, pogledali ste film, pa mi je bil všeč, mogoče tle začnemo. Ti, jaz tebe gledam v prosti, ker si mi točno nasproti. Ne pomeni, da moraš vedno ti začeti, ampak lahko pa. Ok, ne, sej bom, to je lahko vprašanje. Ja, meni je bil film všeč. Bi ga rada enkrat pogledala brez tega, da mu možgani skozi 100 drugih stvari. Ampak kul mi je bil. Malce nelagoden ob trenutkih, ko mogoče potegneš kakšne usporednice, ki so malo preveč realne z trenutno situacijo ali pa mogoče situacijo med referendumom za vodo, ampak super film za pogledati. Ja, za me je bila tu še dodatna osebna nota, ker sem tudi sam več kot 1 leto delal v oglaševanju in ta glavni igralec prihaja ravno iz oglaševanja. Sicer pri njemu, kolikor sem opazil, on ni prišel do te točke, da bi se mu vse zagravžali in bi zapustil to branžo, je še naprej deloval tudi potem, ko so zmagali v bistvu ta plebiscit. Ampak ja, večkrat, oziroma mislim, da 2-krat ali pa 3-krat vmes sem dobil tudi solzne oči, ravno zaradi tega, ker sem našel kar nekaj usporednic s trenutnim časom ali pa mogoče še malo bolj s kampanjo za referendum o vodah. Tako da ja, konec filma se zaključi, upam, da to lahko že povem, na zelo, zelo pozitivno noto. Ta kampanja je bila v bistvu uspešna in upam, da bo tudi naša kampanja, da bo še tu še ena usporednica s tem filmom. Andraž, tebi se tudi dopada? Ja, to, kar sta oba rekla, zelo zanimivo je to bilo spremljati zdaj sredi kampanje. In to, kar sem že te prej rekel, v nekem trenutku v filmu reče, aha, ja, vse politična kampanja. To najbolj bo pa kar veliko dela, ne? In sem takrat stisnil na pauzo in si se sam sebi rekel, joj, reče, ti je, kako bo to zdaj dela, ne? Tako da, ja, zelo mi je bil všeč film in tudi zelo zanimiv v bistvu, ker kakor so predstavljali tega Pinocheja kot strašnega diktatorja, je vsem on sam od sebe dal možnost za referendum oziroma plebiscit, kar je zelo zanimiv po eni strani. Ja, hotel sem samo reči, seveda, za tiste, ki filma mogoče niste gledali, pa to še kar naprej poslušate iz nekega razloga. No, je skratka film o plebiscitu, ki so ga imeli v Čilu, zdaj leto je katero? 89. Tam nekje, skratka, razpisal referendum oziroma plebiscit njihov diktator Pinochet po pritisku iz tujine, da skratka ali Čilenci še zmeraj želijo ohraniti pač življenje v diktaturi ali želijo demokracijo, karkoli bo potem prišlo. Jaz mogoče za tiste, in potem seveda skratka to kampanjo vodi eden oglaševalc, njega povabijo v kampanji, nekdo, ki predtem ga vidimo dela na neki Free Coli ali nekaj takega, mislim, da je Free, ja, se imenuje kola, zelo super ime za kolo. Skratka, tu je še potem to, da njegov nadrejeni šef njegove agencije pa dela kampanjo za Tako, ja. Tako da še imaš tu kak stara šola dela, pa kak nova šola proba drugačno zgodbo povedati. No, to so je zdaj v meni najbolj nerealen aspekt tega filma. Da bi bila dva takšna nasprotnika potem v prostem času še zmeraj v bistvu nadrejeni, podrejeni oziroma da še zmeraj delajo. Ja, to je bilo meni tudi, kar je zanimivo. Zdaj ne vem, koliko je to. Ne, imena so spremenjena, pa en kup drugih stvari. Zdaj, kar je bila glavna kritika v Čilu na ta film, je bilo to, da je... Glavni galec Mehičan? Ne, to jih ni zmotilo. Zmotilo jih je to, da je bil fokus samo na oglaševalski kampanji in ne na dejanski grassroots kampanji, ki je prepričevala ljudi po celi zelo širni in ruralni državi, da so se prijavili, registrirali za volitve in potem dejansko šli na volitve oziroma na referendum, zato ker niso niti vedeli za to. In to pač takrat še tudi dosti ljudi ni imelo televizije in teh stvari, tako da ta oglas niso ga videli. So pa prišli ljudi do njih, pa se jim razložili. Tako da tu plus, da pač se je mnogim, ki so bili zraven, zdelo, da je pač politično spornost, da rečeš, ok, tukaj je bilo pa imidž pomembnejši od sporočila, kar je ključen
ključna tema v celem filmu, ne, da je treba dati happy messaging in da ne se osredotočati na pač smrti. No, to vse o tem bomo še govorili. Jaz bi edino za tiste, ki vas mogoče kaj zanima, zdaj malo propagande, za tiste, ki vas zanima razmere v Čilu, dogajanje v Čilu, super knjiga, ki je šla pred kakim pri Cankarjevi založbi, None Fernandez, Neznana dimenzija, ki mislim, da zelo lepo ujame to, kako je pač diktatura čilska bila mogoče malo drugačna, pa ni to, kar si mi predstavljamo, da je to nek totalitarni sistem, kjer so vsi v bedu in ne vem kaj, ampak so ljudje živeli čisto normalna življenja v srednjem sloju, posebej so bili pač čisto v redu, nočem ni bilo narobe, tudi te zahodne, zato ker seveda Pinochet imel podporo Amerike, kar je tudi v tem filmu dostikrat nakazano, ampak sredi te neke realnosti so bile pa majhne mehurčki groze, v resnici hiše sredi sosesk, čisto normalne vile, v kateri v kleti so mučili politične nasprotnike, pa potem so seveda te, glede na to, da ima Čile gromozanske puščave, ko so jih pobili, so jih vozili v puščave, oziroma jih tam pobili, so si skopali lastni grob, so jih pobili in odvrgli pač njihove ostanke. In še za marsikaterega človeka še danes ne vejo, kje je pokopan, oziroma kaj se je sploh zgodilo z njim, ker so seveda vse te, ravno po tem referendumu, seveda vse te dokumente skrili, uničili in tako naprej. Skratka, gre za res dobro knjigo, no, ki ne priporočam zato, ker sem jo jaz uredil. Zdaj pa mogoče prvi intermezzo vmesne, zdaj smo malo slišali o tem, Igor je super povedal, skratka, tukaj se film res osredotoča bolj na reklame, ne, bolj na to, kako pač Bernal dela to kampanjo, ki je res bolj televizijska, v tem smislu ne kaže pa vsega tega, kar je v ozadju, ne, in tudi pač to je tako, kot da če bi pri vas recimo gledali samo te videe, ki jih date recimo na Facebook, ne pa zdaj vaš magični avtobus, s katerim potujete po Sloveniji in tako naprej. Ampak mogoče za začetek, za tiste poslušalce, ki ne vejo, kaj bi vi rekli, kaj sploh je Inštitut 8. marec, zakaj se zavzemate, kaj hočete ljudem storiti, kaj hočete vzeti, dati, ponuditi, prodati. Andraž, vsi kažejo na te. Vsi kažejo na me, pa jaz sem najmanj del tega. Ampak bom povedal, zdaj. Zdaj je skromen, zelo veliko. No, ja. Torej, pred upravnimi enotami, ko kdo vpraša, kam pa pošljem, se napiše ime Zavod Raziskovalni Inštitut 8. marec, kar česar lahko pa sklepamo, da Inštitut 8. marec dela raziskav med različnimi sloji ljudi in potem glede na rezultate teh raziskav gre v neko civilne akcije in spreminjanje zakonov družbe, kakorkoli pa že. In zdaj jaz bom govoril samo takrat, ko sem se jaz priključil, da ne bom komu kaj krivice storil, več bo Tija pa povedala. V bistvu jaz sem se priključil lani krog januarja, za samo pomeni torej zakonska sprememba, ki se v bistvu mislim, da pripravlja že nekaj časa, ampak v bistvu ni bila nikoli sprovedena. Potem je bil referendum za vodo in pač vmes še zbiranje za delavske pravice, ne? In še Anhovo. In še ta kampanja Gremo voditi in omnibus zakon. Vzemamo, meni so na inštitutu rekli, da noben nič, da samo... Kar je res, ja. Dobre navodila se ti dali. Kar je res, se mi zdi pa, da v bistvu, kar pa pride iz tega ven, je pa zelo, zelo koristno, tudi mogoče za tiste, ki se ne zavedajo, oziroma ki so na nasprotni strani od nas. In zakaj omnibus zakon? Kaj pravzaprav zdaj pobirate podpise, oziroma podpisov je že več kot preveč, dovolj, ne, skratka, da lahko to vložite, ampak skratka, po volitvah pričakujete, da bo nova vlada, upajmo, da bo nova vlada skratka sprejela nek omnibus zakon, ki bo spremenil neke zakone nazaj v stanje pred 14. vlado. Kakšni zakoni so to, kakšne spremembe Tija, mogoče ti, ni treba vseh, ampak tako nek povzetek, recimo tega, kar se ti zdi najbolj važno. Se pravi, v tem zakonu je 11 zakonskih sprememb, ureja ogromno področji, zdaj ene par, če jih naštejem, je to, da pač Uber, na primer, ne more priti na naš trg, to, da tuji študenti ne rabijo imeti 5000 evrov na računu, da tu študirajo, potem imamo tukaj gradbeni zakon, ki na primer arhitekte in arhitektke
čisti iz nekih gradbenih procesov vzema. Vse to si lahko preberete na naši spletni strani gremo volit.8marec. Bomo dodali link spore. Ja, super. Zakaj pa mi to delamo? Mi smo v bistvu v teh 2 letih smo veliko pač tudi sami opazovali, veliko smo pa tudi ljudi spraševali, kaj jih pravzaprav tu moti. In odgovori so bili pravzaprav dosti enaki, naprimer to neko kadrovanje, zamenjanje nekih ljudi na vodilnih pozicijah v kadre nekih vladajočih. In smo se odločili, da se pač to mora spremeniti, pa nočemo nastopati kot nekdo, ki bi zdaj rekel, ok, samo zato, ker je Janša, bomo pa mi te ukrepe pač dali stran. To ni res, to so pač, mi smo se tudi že prej borili tudi pred kakšnimi drugimi, za, naprimer, ne vem, a si ti prej omenil za dodatek za delovno aktivnost, ker vlada Marjana Šarca probala to ukiniti, ampak samo hočemo dati priložnost, kot smo rekli, upamo novi vladi, da se lahko pač po teh 2 letih, ko smo imeli tudi veliko s COVID-om, ukvarjajo z nečim drugim, kot samo da bi pač to sami delali, ampak da civilna družba tudi pomaga. Zdaj, če smem vprašati, kako bi to delovalo? Vi zdaj imate podpise, ki predlagajo vladi naj naredi nekaj, in če vlada reče, bo selektivno nekaj naredila, ali nameravate potem te podpise uporabiti za referendum, ali kako to deluje dejansko zakonodajno? Ne, v resnici ima zakonodajni postopek v Sloveniji je takšen, da lahko v bistvu vsak državljan vloži svoj zakon. Seveda mora potem za to zbrati vsaj 5000 podpisov, kar kot je že Aljoša rekel, smo mi že zbrali. Mislim, da je bilo 5000 celo v prvem dnevu. Tako, mislim, da po 26 urah je bilo 5000 podpisov na spletu, torej to je brez fizičnih, tako da v prvem dnevu smo zbrali 5000 podpisov. In po koncu zbiranja, ki traja lahko 60 dni, naše zbiranje bo malo krajše, ravno zaradi tega, ker imamo že več kot dovolj podpisov, bomo mi te podpise predali državnemu zboru in če bodo oni odobrili oziroma pregledali, da so vsi ti podpisi legitimni in da so pravilni in jih bo vsaj 5000, bo šel ta zakon na njegov odbor in če bo prišel čez odbor, gre na obravnavo v državni zbor, ravno tako kot v bistvu vsi zakoni, ki jih lahko predlaga tudi vlada ali pa katerakoli druga interesna skupina. In potem pa gre na postopek, kjer lahko vse politične stranke in interesne skupine vložijo svoje amandmaje in prav tako kot za ta zakon se glasuje tudi za te amandmaje, tako da mi upamo, da bo na koncu zakon sprejet, kar se da podoben temu, ki ga bomo mi vložili, seveda pa verjetno tudi pričakujemo, da bo kakšen amandma sprejet in bo kakšna stvar rahlo drugačna. Če pa ne bi tega sprejeli, skratka pa ste pripravljeni na referendum, domnevam, ne? Ok, pustimo težko vprašanje za po volitvah. Zdaj se malo vrnimo mogoče k filmu, pa bomo še pol govorili o tem, zakaj je sploh na volitve in kako in kaj je s tem. Tisto, kar se meni zdelo najbolj zanimivo, Igor je to že malo nakazal, je to, kako skuša Bernal prodati demokracijo v resnici. Kako ti televizijski oglasi skuša prikazati Čile po demokraciji kot veselo, srečno družbico ljudi, ki jejo francoske bagete v parku in plešejo na mostovih in skejtajo in zmeri en tam, kaj že, mimik, zdrav, ne vem zakaj. To je bilo meni kar scary, ampak pustimo taka demokracija, se meni ne zdi to povedo, ampak pustimo moje preference, mogoče. Ampak zdelo se mi po eni strani, da je to ful nekako v 80. vraščeno, pa mogoče začetek 90. Ker danes jaz ne bi rekel, da mi še nasedamo lahko na to, da nam bo nekdo kazal. Danes se mogoče kaže ravno ta razlika, ker so te kampanje danes pravzaprav imajo unike, ne vejo, kaj ljudje hočejo, kako bi šlo rekel, ker če zamenjaš, pa oni so imeli sicer srečne Čilence, danes imamo ljudi iz Štoklandije, kako se že temu reče, skratka, z fotoštokov, pa kaj že... iStock Photo, pa Shutter in posod to. A se vam zdi, da bi taka kampanja danes delovala, še če bi mi kazali, recimo, če boste zdaj ta omnibus zakon bo sprejet, bo vsi srečni, ljudje si bojo Coca-Cola talali okrog in ne vem kaj, a se vam zdi, posebej evo Jan tebi, ki si z oglaševanja, a bi ti danes še pristopil na ta način, recimo, k oglaševanju, a se ti zdi, da je danes pa čist nekaj drugega potrebno za politično oglaševanje?
Ne, mislim, zagotovo danes takšne kampanje niso več uspešne. Zdaj vprašanje je, ali bi še bile. Jaz mislim, da za določen del ljudi bi absolutno še bile uspešne. Ampak se mi zdi, da so vrli analitiki, oglaševalski preračunali, da se v tem trenutku bolj splača delati politične kampanje na bolj osebni noti. Predvsem recimo pri teh levo-sredinskih opcijah vidimo, da se večina kampanj zelo osredotoča na ljudi, torej nekako na tiste, za katere potem ljudje obljubljajo, da bodo delali. In mislim, da bi še našli kako tako kampanjo, veselje in interes in to, ampak večinoma pa na tej personalizirani noti. In če bi ta plebiscit bil danes, bi zagotovo bilo več različnih sporočil preko tega v kampanji sporočenih, ampak vse bi bile na personalizirani noti. Mislim pa, da tudi kampanje, ki bazirajo samo na nekem veselju in na pogledu v neko svetlo, srečno prihodnost, tudi če bi bile bazirane na personalizirani noti, ne bi bile uspešne danes. Je vseeno potrebno ljudi spomniti na vse te grozote, ki se dogajajo, ali pa se bodo zgodile recimo pri podnebni krizi, se mi zdi tudi zelo učinkovito predstavljanje nekih potencialnih scenarijev, ki se bodo zgodili. Tako da ja, to je nekako moje videnje bivšega oglaševalca, ampak na srečo že kar nekaj časa nisem več tako upet v to direktno oglaševanje, mogoče na druge načine zdaj, bolj proti prek propagandnih sporočil za demokracijo. Ja, zdi se mi zelo zanimivo, ker dejansko se Bernal zelo upira tem personaliziranim, pa nekim pripovedim, to, kar si rekel, strahu. Oni se trudijo zelo ne uporabljati strah. Medtem ko druga stran več čas uporablja strah kot svoje orodje, se oni ne uporabljajo straha, čeprav se meni zdela dva oglasa in eden izmed teh je bil tiste ženske, ki skratka govorijo, da so sorodnice, ne vem, odpeljali so mi moža, brata. To se mi je zdelo v resnici, to danes bi absolutno najbolj delovalo, taka stvar. To pa še ena se mi je zdela izredno dobra, je pa s policisti. Policistka tepe človeka, oba sta čilenca, tisti glas je bil super. Ja. In pač hočemo prihodnost, v kateri se čilenec ne bo bal čilenca. To se mi je zdela taka super stvar. Skratka, vi skušate delati malo drugače, I guess. Zdaj, posebej zadnja, zdaj pri tej kampanji ste mogoče še malo okrepili tisto, kar je bilo v prejšnji, recimo, zdaj se veliko javljate z avtobusov, veliko, recimo, vas poznamo zdaj tudi z Facebooka, tebe, Draž, tebe tudi, ja, ti si mogoče malo bolj skrit, recimo, od ostalih, ampak vajo, recimo, se zelo spomnim, da ste zelo pogosto pač pred kamerami, skratka, skušate pač neko osebno noto pripeljati, da ljudje vejo, kdo ste, pa kaj zastopate in prek tega, ali je to nenamerno, pa je zdaj tle pač vam dajem več znanja, ko ga v resnici imate, ali kaj? Ja, ne, jaz bi rekla, da poskušamo ne samo mogoče v tej ožji ekipi, neki centrali tle iz Ljubljane, približati različne ljudi, ki delajo za to kampanjo, ampak tudi po celi Sloveniji. Danes, na primer, bo tudi se javljalo veliko prostovoljcev, zaradi tega, ker pač to so tudi pol ljudje, ki dejansko delajo na terenu. Zdaj, če bi mi tukaj naredili to celo kampanjo, mi nismo nič brez teh ljudi, ki stojijo pred upravnimi enotami in pač to je v bistvu ena taka lepa stvar, ker res mogoče misliš, da je vse izgubljen, pa da ljudje so apatični, kot radi ponavljamo, ampak pa se ti prijavljajo ljudje, ki ne vem, to bo Jan bolj vedel, ampak v Ljubljani imamo enega prostovoljca, ki dela nočne, potem pa pride še dežurati. Jaz imam tudi, ki koordiniram Podravsko regijo, imam ful ljudi, ki so skozi pač pred upravnimi enotami, skozi pripravljeni, ne vem, pisati s kredami po betonu, ne folk odda podpis. To se mi zdi, da je fino iz enega vidika, mogoče tle lahko malo povežemo nekaj pri kampanji, je bolj ta kult osebnosti in se mi zdi, da tudi pri politiki, če dalje bolj gremo in nažalost vse stranke stremijo k temu, da je pač ta ena oseba, za ostale pa niti ne veš. Zdaj me veliko ljudi sprašuje, a poznaš tega kandidata iz te pa te stranke, ker je v mojem okraju, jaz o tej osebi nič ne vem. In se mi zdi, da je fajn, da pač se ljudem tudi pokaže vse, ne samo mogoče pač tiste, ki so najbolj na vodilnih položajih. No, to je super, to je tudi v tej kampanji vidimo, ker Pinochet se
pojavlja v prvem spotu, ki ga vidimo za kampanjo, je celo tako, da se pokaže samo bolj ali manj Pinochet, potem pa vidimo traktorje, neke vlačilce in vse to pač gospodarstvo, ki zadaj laufa. Se mi zdi, da je to zelo... Pa poljubljenje majhnih otrok, kar me je toliko zmotilo, da sploh ne moremo, ne? Glej, niso drugi časi, kaj Res je. Možete se, da so bila malo bolj liberalne nekaj stvari, kot so danes. Ampak, Mene je prav to pri filmu zmotilo, ker sem že prej omenil, da so mnogi kritiki rekli, da ti vidiš samo tega oglaševalca, kako on reče, tak mora biti in ima prav in to je to. Ne? Dejansko kampanje ne narediš na tem, da en človek reče, tak mora biti in utiša kritike s konstruktivnimi odgovori in kakorkoli, ampak ogromno ljudi rabiš. Ne? In recimo na nek način podoben film, ki bolj to prikaže, se mi je zdel Milk, biografija Harveyja Milka, ki pokaže pač njegovo kampanjo kot prvega odprto gej, mestni svetnik. Mislim, da je neki mestni svetnik. Neki podžupan, mogoče celo bi bilo to bliže pri nas, ker jih je 6 samo. Se mi je zdelo, da tam dosti bolj prikaže več ljudi, kakih je treba prepričevati in se predstaviti ljudem. Ne vem, ste vi gledali mogoče tega Milka? Tu bi sam to povedal, da poleg tega, da so kampanje čudovita stvar, so tudi zelo grda stvar. Nekaterih teh grdih stvari se ne da prikazati verjetno tako dobro na filmu, kot pa tega oglaševanja, pa miselnega procesa v oglaševanju, ki sploh ni takšno, kot je recimo tudi v tem filmu predstavljeno, ampak je... Nimate piknikov nekje pri šefu doma, pa veste, se zapogovarjate. Ne sedimo, nismo, oziroma moram govoriti o pretekliku, nismo sedeli v dnevnih sobah, pa samo gledali v zrak in potem bi se nam otrnila. Ne, pač to so, ampak pustimo zdaj to oglaševanje, pa gremo nazaj na tiste, bom rekel, grde, malo bolj skrite stvari, tudi političnih oziroma aktivističnih kampanj, to je čakanje na en podpis v dežju, to je veter, to so neprespane ure, to so... pač ne bom rekel zatiranje, ampak ignoriranje domačih, ignoriranje prostega časa. Tako da te stvari so grše in te stvari se mi zdi, da smo vsaj mi trije tu, pa še verjetno marsikdo kar sprejeli za svojo času kampanj in vsaj jaz vem, da to ni najboljša stvar, ampak če pa gledamo za film, se pa mi zdi, da se takšnih stvari ne da tako lepo predstavljati. Se tudi recimo drugi filmi zelo romanticizirajo določene aspekte, recimo tudi duševnih bolezni. Ravno sem se spomnil zdaj te serije Queen's Gambit, kako predstavi kao neko depresivno žensko v 20 letih, še zmeraj je popolno naličena, še zmeraj je popolno oblečena, sam tam pije s flašo. Pač določene stvari se ne da prenesti na platno oziroma na ekran in se mi zdi, da tudi to je bilo v ozadju tega filma in zato je bilo predstavljeno pač sam ta del, lepši del kampanje. So pa bile prikazane recimo v filmu nadlegovanje strani policije, pa nekih na pol uradnih oseb, karkoli so bili ti ljudje noter, pa vandali, skratka, ki seveda pišejo po steni, in tudi letos ste tudi vi doživeli inšpekcijo recimo strani vlade, tako da tukaj so tudi neke usporednice. Se pravi, v istem hipu, ko se je vlada zavedla, oziroma oblast zavedla, da je ta kampanja nevarna, so poslali pač neke ljudi na njih, pa nočem, da zdaj ne rabite tega komentirati, tudi ni kaj komentirati v resnici, samo ta zanimiva paralela se mi je zdela. Še ena stvar, ki pa je vendar, jaz mislim, da tudi danes dokaj velja, ki je Bernal pač kot ta marketinški genij, guru, ugotovi, je pa humor. Jaz mislim, da je humor tudi ena stvar in jaz vedno, zakaj mislim, da Inštitut 8. marec dosega take blazne simpatije, tudi zato, ne samo zato, ker ste mladi in ste taki srčkani reševalci sveta, male veverice, ampak predvsem zaradi tega bi jaz rekel, ker uporabljate tudi humor kot eno izmed orodij. Jaz recimo zelo redko, nikoli nisem z vaše strani videl, da bi zdaj bilo neki
res, recimo temu, negativna kampanja drugih. Ne? Vedno se odzivate na negativno kampanjo drugih, če se odzovete s humorjem. Ja, se mi zdi, da je pri inštitutu super ta neka srednja pot zbrana lih med tem, da opozarja se na resne stvari, ampak da pol v bistvu tudi na vse napade odgovorimo z nekim takim čist človeškim odzivom. Ne vem, se vidite, najbrž, ker Nika pogosto krat napiše, kadar drži še napad, da se zjoka, ne? Pa se pa pač nasmeji in se smeje. In se mi zdi, da je to super stranski produkt vseh teh kampanj, da mi pač damo ljudem tudi to vedeti, ne? Da seveda se pač, če delaš take stvari, pojavljajo pritiski in pojavljajo grde stvari, ampak da se to da vse rešiti na nek normalen način. Ne? Zato se jaz po tej strani recimo z Bernalom strinjam, ne? Ker on je vse tako v rožicah, ne? Ampak po drugi strani, kot je pa že Jan rekel, je pa zelo, zelo veliko tudi teh slabih stvari in dnevov, ko se pač uležeš in si misliš, a je vreden to vsega tega. Ne? In piješ iz flaše. In piješ iz flaše, ja. In še vedno popolno naličen, popolnoma funkcionalen, ampak pijem pa iz flaše. Ja. Kaj sem še hotel, še eno stvar sem hotel še vprašati. Ja, dosti je tudi tega, kar pa mislim, da je tudi tako personalnih napadov, ne? Tudi tega je zdaj več. Recimo, ampak njemu Bernalov šef seveda pove, zakaj se ti sploh upiraš, zakaj jim ti pomagaš, ti si srednji razred, tam ima neke vlakce, vse ima neke te novotarije tehnične. Kaj bi tebi sploh pomenila ta, tebi ne gre slabo, zakaj bi se ti sploh uprl? Ne? In je tudi mogoče, to je eno zanimivo vprašanje za vas. Tam v filmu dejansko odgovorijo. On je bil izgnan, njegov oče in družina so bili izgnani in on se potem vrnil v Čile. Tako da mislim, da je to čist jasno odgovor, ki ga on ne rabi sploh izustiti v filmu. Ne? Ampak je pa to vprašanje vseeno več za vas. Ne? Čist, kaj vas je prepričalo? Zdaj pri vodi, ne? Recimo, absolutno razumem. Mislim, da pač je dejansko problem, da ni, ne vem, 95% prebivalstva reagiralo enako kot vi, ker fuck it, ne? Kako je odvisna prihodnost planeta, da so take akcije dajemo skozi, ampak zdaj pri volitvah pa ni pač prihodnost planeta dobesedno od tega odvisna. So stvari vsekakor pomembne, ampak kaj vas je k temu prepričalo? Jaz tudi mislim, da je vsem prihodnost planeta pomembna iz tega vidika, no, če pogledamo malo mednarodno, ne, da vidimo, po kakšnih stopinjah mogoče Madžarske hodimo. In definitivno tukaj ni čas, ko bi sam pustil vse iz rok pa rekel, ok, to je tako brez veze. Se mi zdi tudi mene zelo, zelo mot, ker velikrat je to tudi po terenu dobivamo. Mlade morate angažirati, mladi, ne, jaz mislim, ok, seveda, mlade moramo angažirati, ampak moramo angažirati čisto vse sloje družbe in ta neka mladi ne hodimo na volitve in mladim je vse. V trenutku, ko pa odpremo usta in povemo, kaj hočemo, smo pa premladi. Meni se zdi, da je bil zadnjič komentar, da smo ravno kar čokolino jedli, ne? Tako da še zmeraj, tako ja. Tako da pač zato smo se angažirali. Jaz mislim, da ne vem sicer zdaj od Jana pa Andraža, ampak tudi jaz prehajam z neke take družine, ki so me vedno pač učili, da moram na neke nefair stvari pa na družbeno neenakost vedno reagirati in sem bila zelo, če vprašate moje učitelje iz osnovne in srednje šole, sem bila vedno dosta fajterka, tako da mi je to nekako, ne vem, normalen odziv na kaj se dogaja v družbi. Jaz ne prihajam iz take družine, da sem zelo samorastniški na tem področju, ampak jaz pravim tako, pač, če gre družbi slabo, gre vsem nam slabo, ker v resnici tu ni neke vojne oziroma nekega fajta med različnimi družbenimi skupinami, ampak dejansko smo samo zatirani proti zatiralcem. In zaradi tega se je pač treba boriti, tudi če gre recimo meni osebno zdaj, oziroma zelo se ne morem pritoževati, sploh se ne morem, ampak to absolutno nima nobene veze. In velikrat tudi vem, da marsikdaj tvegam pač to svojo osebno ugodje s pojavljanjem, z aktivizmom, ampak ja, se mi zdi, da je prepotrebno in kot je rekla Tija, ne samo mladi, ne samo stari, ampak dejansko vsi se moramo pobrigati za našo družbo, za naš planet, ker če bo šlo tako naprej, tudi nam
oziroma tako kot zdaj v večini družbe gre, se mi zdi, da relativno ok, ampak nam ne bo šlo več. Pač tako, kot je Jan rekel, ne, se kar predpostavlja, pa recimo, da jaz se tudi ne morem pritožiti, zato ker se pa pač ne gre meni boljš, pa da kaj se bom pa jaz zdaj oglašal, če ne vem. Ne, pač. Hvala Bogu, da se tudi tisti ljudje, ki jim gre v redu, oglašajo za tiste, ki jim ne gre v redu. Ne. Ker recimo, jaz predpostavljam, da meni kot človeku, ki prihaja iz družine, ki prihaja še zmeraj iz družine, ker je imel pač, ker so ga učili tako kot jo, ne, da je bilo, se mi zdi, se aktivirati v tistem nula momentu, verjetno za otenek lažje kaj Janu, ne, ker pač, in to je tudi, se mi zdi pomemben podariti, da moramo mi vsak dan motivirati druge ljudi, ne. Ker pač vse, kar rabo še enega mentorja, da bi kdorkoli od nas bil komorkoli mentor, ampak tako samo enega, da te malo potisne. Ne? In točno to, ker je ti rekel, mladi morate, ne, vsi moramo, ne samo mladi. Sploh pa ravno mi, ki imamo mogoče neko bolj privilegirano pozicijo, bom kar rekla, pač moramo se fajtati za neke take spremembe, ker pač ljudje, ki dejansko nimajo nič, pa ne morejo razmišljati še o tej situaciji, kaj dela vlada, ali pa ne vejo, kaj se dogaja, ne? Pač se mi ne zdi fair, da potem to breme damo še na njih, sej to pa ni moj problem. Ne? No, super, to zadnji podarek se meni zdi zelo pomemben, da seveda nekdo, ki živi iz roko v usta, bo težko razmišlja še o pojutrišnjem, če že za jutri ne ve, kaj bo jedel, kako bo prehranil otroke in tako naprej. In se mi zdi z tega vidika nasploh, pa tudi tako se mislim, da je Jan to omenil, ne, dejansko živeti v družbi, v kateri si ti dober, ostali pa ne vem, kako si lahko ti dober, ne, nisi dober, še vedno ne moreš biti dober, če ostali niso. In to se meni zdi tako zelo normalen in logičen stav in odnos do družbe. Pa če za sekundo spet skočim k filmu, ne, tisto, kar se mi zdi, da pa se tudi ni dosti spremenilo, so pa recimo pojavljanje slavnih ljudi v teh oglasih in nagovarjanje skratka nekih ljudi. Pričemo je tudi vam, kdaj kdo skoči na pomoč, mogoče ne ravno Christopher Reeves, pa Jane Fonda, pa Richard Dreyfuss. Super se mi je zdelo, ker Richard Dreyfuss celo špansko spregovori z njimi. Ful je zanimivo, ker je igral v eni komediji, v tistem času Moon Over Parador in igra diktatorja. V bistvu igra turista, ki slučajno zgleda isto kot diktator in kot diktatorja infarkt, potem njega ugrabijo pa rečejo, ok, zaš pa ti fake diktator. Južnoameriški. Ja, definitivno pa je super, da Christopher Reeves kot Superman seveda ne govori volilce k udeležbi, pa mogoče zdaj, da ne bomo vas spraševali, kateri slavni ljudje vam, mogoče vseeno, če smo zdaj sicer že to malo odprli, zakaj v nedeljo treba iti voliti? Zakaj se moramo udeležiti volitev? Zakaj pozivate ljudi nazadnje, da grejo v čim večjem številu na volitve? To je pa, mislim, definitivno in absolutno zaradi vseh stvari, ki so se v zadnjih 2 letih dogajale. Druga stvar je definitivno absolutno, da nam na koncu, če te ne prepriča vse to, vsaj zaradi tega, da te noben ne more učitati pol. Tretja stvar je pa zato, ker se mi zdi, da imamo en tak moment v tem trenutku, tudi za sami stvari, ki so se lani dogajale, pa se mi zdi, da te v bistvu stvari kar na vsake toliko časa v Sloveniji spet prijo na plan, ni to tako, da bi bil tak moment prvič, ne, v zgodovini Slovenije, da se mi zdi, da bi bilo cool to izkoristiti in pokazati na en način, ok, tukaj smo in da Cankar ni imel prav, ne, da smo rojeni in vzgojeni za hlapce, ne. Če lahko sam dodam, Andraž je rekel zaradi vseh stvari, ki so se v zadnjih 2 letih dogajale, ampak predvsem tudi zaradi vseh stvari, ki se bodo oziroma ne bodo dogajale v naslednjih 2, 5, 10, 20 letih. Mislim, da je v tem trenutku res pomembno pogledati na prihodnost, pa mogoče tudi daj poslušati, kakšno prihodnost nam kdo obljublja, ker se mi zdi, da treba je nekako upoštevati to, da vsi, tudi ljudje, ki so trenutno v politični kampanji, stremijo k neki popolnosti, ampak vsi se zavedamo, da te popolnosti ne bo, ampak če se bomo pa tej popolnosti približali, oziroma bolj kot se bomo približali, boljš bo za nas vse. Ja, jaz tudi mislim, da mogoče se mi zdi, da
ne vem, ker tukaj sem pa tako mlada, da se ne spomnim nekih prejšnjih gibanj, mogoče sem jih samo študirala ali pa kaj civilnih, ampak se mi zdi, da v zadnjih 2 letih je tudi ta moč civilne družbe res prišla na plan. Jaz mislim, da se veliko ljudi tudi uči, kako lahko pač nekako pride do tak družbe. Ne? Veliko mojih sošolcev pa, ne vem, študirajo neke stvari politološke na FDV-ju, niso vedeli, da ne, lahko spremeniš tako zakonodajo, pa v tujini je to čist čuden. Jaz sem bila zdaj na enem projektu, pa me je ženska v Angliji kar gledala, če gleda, koliko morate vi podpisov zbrati, ne, sej logično, se smo manjša država, ampak se mi zdi, da pač je to tudi en del udejstvovanja, a ne, definitivno pač, da si skozi tudi aktiven, ampak da pač ja tudi prideš na 4 leta, oziroma pri nas je skozi malo manj oddati glasa, ne. To, ko ste omenjali prihodnost, koliko vam je v oči skočila ta vzporednica z tem, da imajo v Čilu leta 88 tele, ki so za ne 15 minut časa z aktualno dogajanjem v svobodni sosednji državi Madžarski, kjer tudi, koliko vem, je opozicija imela zelo, zelo omejen čas. Mislim, da še za manj 5 minut, ja. Ja, ampak ni bilo vsak dan. Niti ne vsak dan, ja. Samo 5 minut jim morajo dati, nekako sem ne vem, na koliko. Tako zelo grozljivo. Ja. Tule je Pinochet pravzaprav bil zelo velikodušen. Sicer je bilo zelo pozno zvečer, če prvo razumem. Ne? Ja, ob 11. zvečer je bilo. Pa vsa ostala televizija je njihova, to je logično, ampak ja, samo 15 minut za oglase, no, ja. Grassroots kampanja in vse to, kar niso pokazali, je bilo seveda zunaj tega. Ne? Zdaj, če pomislimo, kateri je bil medij, glavni medij prenosa informacij leta 88 in da je bila to televizija, se mi zdi, da je to precej huje kot pa to, kar se je dogajalo letos in lani oziroma v zadnjih letih na Madžarskem, zaradi tega, ker se mi zdi, da v času, ko je toliko nekih možnosti komunikacije do praktično vseh ljudi, se mi zdi, da morajo biti ljudje samo malo kreativni in malo pomisliti, na kakšne načine bi lahko prišli do ljudi in se v bistvu uprli tej, ja, seveda, nepravični porazdelitvi časa. Ampak se mi zdi, ja, da 15 minut proti 23 uram pa 45 minutam v enem dnevu, v času, ko je televizija res bila glavni medij, ja, je bilo to kar problematično. Ampak kot je Aljoša rekel, tista kampanja na terenu, ko so ljudi dobesedno verjetno, tako kot mi včasih, da jih moramo kar skoraj da prositi pa privleči na volišče ali pa podpisati zakon. Vse ta del, ki so kao ljudi, ki rabaš čudež, ne, da jih spravaš, to je tudi kar zaboleli, imamo občutek v filmu. Ker ti težko, v bistvu na terenu, recimo zakonom, ti težko, pa recimo, da nimaš stojence, ne? Ker zdaj v tej kampanji nismo več posod stojenc, kako boš ti prišel do človeka, brez da bi on prvo pomislil, da mu hočeš kaj prodati? A pa zdaj sploh v predvolilni kampanji, da nisi ti strankarski človek. Kako, ne? Ker ponavadi, recimo pa na Domžalah je bil stavek, gospa, vas lahko zmotam za minuto. 85% jih je rekel, ne, nimam cajta, pa je stala še pol ure v vrsti za vprašanje. Ja, to so take zanimive stvari, res. Seveda, če ti hoče pa na vsakem koraku vse prodati. Reče bivši marketingar. Ja. Če res ti želijo na vsakem koraku prodati, izkoristiti vsako sekundo, ki jo gledaš. Tako da me čudi, da so tu stene tako monotone in reklame na njej. Ampak ja, če se vrnem, to sem hotel tudi prej povedati, čist na začetku, da zakaj mogoče zdaj takšne kampanje in takšni oglasi veselja in predstavljanja nekih splošnih generičnih prikazov ne učinkujejo. Mogoče ravno zato, ker imamo dovolj tega nekih fake stvari, no? Nekih prikazovanja, neke navidezne resničnosti. In zaradi tega je verjetno personalizirana stvar in isto na terenu je precej bolj personaliziran kot pa že javljanje na Facebooku, sem mislim, da to zato zdaj veliko učinkuje. Če jaz lahko samo še dodam nekaj, da to potrdim. Lani, ki se je organiziral tisti shod proti splavu v Ljubljani in potem sva bila midva na protishodu. Proti shodu, ja. Kakoli, pa že negativi. Ja. No, in okej.
za nas, vse, ki tukaj sedimo, razumejo, da je to dosta odvratno, da ti protestiraš proti abortusu in plav. Ampak kaj mene še toliko bolj razjezil, je bilo dejstvo, da ker smo mi stali, kjer je bil ti stari trg, ne? Na starem trgu. Ja. In smo gledali proti Trnovski cerkvi in so bili vsi v lepih barvah, ne? Se pravi v mavričnih barvah, to simbolika in ni jača strana, so se vsi objemali, imeli mehne otroke in se zibali in peli pesmico. Točno tako, vse veselo, vse lepo in mene je to še 3-krat bolj podkural, ker pa dejstvo, da so oni tam in proti čemu protestirali. In točno to se mi zdi, da je tisti ljudje, ki pač so spregledali, so dokončno in njih noben džingel ne vrne več nazaj. Ne? Ja, to je naredila korona zelo dobro. Mislim, da smo skoraj vsi ljudje šli čez dva procesa, oziroma vsak človek je šel verjetno čez enega. Eni so se dodatno, ne bom rekel radikalizirali, ampak začeli so preupraševati sistem, v katerem živimo, drugi so se pa zatekli k nečemu poznanemu, torej in samo poglobili svoje strahove in iz tega po mojem izhaja tudi to teorij zarote. In ravno to, kar je Andraž rekel glede shoda proti splavu, se mi zdi, da tu so se ljudje res zatekali k nečem, kar oni imajo za čisto, oziroma kar oni vidijo za dobro življenje, in to je to petje, plesanje, po drugi strani pa protestirajo za ukinitev ustavno pridobljenih pravic, kar je pa bizarno. Sej, zato je pomembno tudi povedati, ne, da ta naš zakon definitivno ne spreminja vseh stvari, ki so pač šle narobe. Imamo kakšne zakone, ki jih nismo mogli niti pogledati, ker je tukaj v bistvu gre za neke spremembe členov, imamo pa zakone, ki jih ne moreš niti popraviti, ker bi v bistvu celega mogel, se upravičujem, ampak vrš v koš pa začeti še enkrat. In tudi mogoče tle še bi naredila malo intermeca zdaj z reproduktivnimi pravicami. Se mi zdi, da tukaj moramo pa zelo, zelo paziti tudi, in je zelo pomembna predvolilna tema. Zdaj v inštitutu smo naredili tudi publikacijo Pravica do izbire leta 2022, kjer smo se pogovarjali s političnimi strankami, oziroma pogovarjali smo se predvsem z levo-sredinskim polom, oziroma Jelinčič je tudi nam 15 minut namenil na Zoomu, ampak dejstvo, da so te ljudje tiho, mogoče v nekih takih raziskavah, je strašljivo iz tega vidika, ker potem v nekih intervjujih pa pač govorijo čisto drugače, spomnimo se Tonina, ne? In tle moramo zelo paziti, to je ustavno pridobljena pravica, za katero so se borile ženske tako na desni in levi strani, in se mi zdi, da včasih tudi nekateri podporniki pro-life nimajo čisto realne predstave, koliko podpore ima pravzaprav reproduktivne pravice, koliko imajo podpore v Sloveniji. No, tako da to še mogoče. No, super. Igor, bi še ti povedal, zakaj greš ti voliti v nedeljo? Mislim, treba je spremeniti sistem, mislim. Mislim, ja. Jaz nisem glih najmlajši več in nimam potrpljenja s temi stvarmi. S tem, z volitvami in demokracijo? Pa s tem, da se eni ljudje okrog obračajo in lažejo. Jaz nekoč sem kandidiral v študentski svet. Okay. Poleg mene je bil protikandidat, ki je bil izvoljen, je bil Uroš Urbanija. Jaz pa ugodnega človeka še v življenju nisem spremenil in vsak njegov nastup mi potrjuje, da se nekateri ljudje ne spremenijo. In dokler so taki ljudje prisotni v sferi, se mi zdi, da je nekaj narobe z družbo. Pa ne mislim samo, da tako je on zagret za to, da laže, ker to je počel. On je kot študent prvega letnika razlagal študentom, da bo zgradil študentske domove. Oh, wow. Izvolite me, nove študentske domove bomo zgradili, res suvereno. In on vem, da je vedel, da laže. In še danes nastopa z enakim samozavestjo. In mislim, da je problem, da manjka ljudi, ki mu stopijo pa rečejo, ne, stari, ti pa lažeš. In menim, da res premalo ljudi se toliko ukvarja z politiko in s čem je, da bojo stopili takim ljudem nasproti in rekli, samo malo, ne. In ni zdaj Urbanija edini in ni zdaj, da bo samo, ne vem, on zastopa recimo neko tu SDS strujo ali pa NSI, ne vem, mi je doseno. Povsod so taki ljudje, ki bodo prišli naprej in bodo lagali. In mislim, da
ustavi take ljudje, ki jim bojo rekli, to pa je bullshit, nehaj lagati, pojdi nazaj. In pa ne, mislim, da je nazaj, odkud si prišel, mislim, pač poročam, ja, in menim, da pač te volitve so zelo pomembne glede tega, da gre tu za eno menjavo generacij, za eno soočenje sistemov in mislim, da zdaj narobe gledamo na to, da lahko zaspimo ali pa da se osredotočimo na neke čist ozke, kot nikoli več protikoronskih ukrepov. Ja, zakaj? So rešili življenja. Razumem, da je to komu problem, ampak dajmo, mislim, premisliti s trezno glavo pa pogledati malo programe strank, pa se pol odločiti za to, kdo nima vse urbanije in podobnih njemu. No, super. Jaz sem to, kar sem že na Twitterju zapisal o tem, da meni se zdi zelo pomembno to poudariti, da politika vendar vpliva na naše vsakodnevno življenje in kdo se tega ne zaveda, je pravzaprav, ne vem, kaj naj rečem, no, ti je omenila recimo reproduktivne pravice, to dejansko pomeni, da če se zgodi neka napaka, nek problem, je lahko ta pravica do izbire toliko omejena, da recimo ti nimaš realne izbire in da moraš otroka imeti v tem svetu in toliko mnogim pokvari, uniči življenje, kaj še le temu otroku, ki recimo pride v neko družino, ki ni... Ne zgolj to, recimo primer Poljske in ukrajinskih begunk, ki so jih posilili vojaki in zdaj ne morejo splaviti na Poljskem, ker pač so tako zakonodajo sprejeli. Kljub izrednemu nasprotovanju ljudstva so vseeno to zakonodajo sprejeli, zato ker ko se določeni ljudje odločijo za nekaj tako neumnega, bodo vztrajali na tem, ker vsak korak nazaj je izguba, kar mislim je resen poraz, kar se je tudi pokazalo pri tej vladi in referendumu za vodo. Nekaj, kar je očitno v interesu vse države, je bil za njih prehud poraz. In če bi se odločili za omejevanje reproduktivnih pravic, sem dosti prepričan, da bi enako ravnali kot Poljaki, ne glede na proteste in vse ostalo. Ne? No, tako je. In hkrati, seveda, da če bi šel ta zakon skozi, bi danes pomenilo, da ne moramo več okrog Blejskega jezera prosto se sprehoditi in podobno. In to vpliva, jaz mislim, da na naš vsak dan in delati se, da ti nimaš nič s politiko, ok, ampak politika ima nekaj s tabo in vedno bo imela, kaj šele, ko se pogovarjamo o nekih ključnih vrednotah naše družbe. Jaz si pač želim družbo, v kateri bo poskrbljeno za najšibkejše in v kateri bo to naša prva misel, kako poskrbeti za najšibkejše, in ko se bojo sprejemali naslednji zakoni, ni nujno, da kadarkoli še pride kakšnakoli korona ali pa zdravstvena kriza, ampak v tej zdravstveni krizi se je jasno pokazalo, da je vlada najprej poskrbela zase in za svoj svet, v resnici svoje volilce in tako naprej, pozabila pa, ne vem, matere samohranilke, študente, tuje študente, pa cele plasti prebivalstva so se pozabile točno zaradi tega, ker preprosto nimamo istih vrednot. In jaz vem, da se mi na podcastu ne trudimo se glih kaj posebej dober, ampak načeloma jaz se trudim biti apolitičen v tem smislu, da ne navijam za posamezno stranko, vem pa proti čemu sem in to jasno vedno povemo, proti čemu smo in pač to se mi zdi čisto vredno, ampak v tem momentu jaz mislim, da tudi nima nobenega smisla skrivati, da pač jaz mislim, da je ta vlada ni dobra in da jo moramo dobiti novo vlado in da je tudi to eden izmed razlogov, zakaj moramo na volitve, da ne samo, da popravimo stvari, ki so jih absolutno zavozili, ampak da tudi dobimo vlado in jaz sem zelo pač vesel inštituta 8. marec in drugih seveda civilnih gibanj, to sem jaz hvala, gibanj, ker se mi zdi, da dajejo nek pritisk na vlado in jaz ta pritisk hočem vedno. Pač tudi, če bo zmagala opcija, ki je meni bliže, za kateri bolj verjamem, da skratka pokriva moje vrednote, vseeno vemo, da se zgodijo razni T6, razne afere in rabimo civilno družbo, da reagira tudi takrat in da skratka enkrat končno dobimo vlado, ki je bo malo tudi strah ljudi, ki se bojo zavedali, da če bojo pozabili plačati račun v nekem hotelu, recimo, ne, da bo mogoče volilci rekli, fuck off, ne bomo te volili naslednjič, ne. In to rabimo tudi neko politično odgovornost, da ne bo nekdo, kot so razne Aleksandre Pivec, ki so pač z mojega področja, zato so toliko bolj alergični na nje, pač kar hodil na kosila, pa jim bojo ljudje plačevali, pa se bo njim to zdelo, da je to
ne samo nekaj normalnega, ampak bojo lagali, si izmišljevali, prikrajali, plačevali račune za nazaj. Mislim, take stvari je pač treba ustaviti. To je bil zdaj nek rant, če zgodi. Dober motivacijski hvala. Nisem hotel tega, ampak skratka, jaz od svojega 18. leta hodim redno na vse volitvene referendume, razen na 2 referendumih, do zdaj nisem bil, ker nisem čisto dobro razumel, zakaj se gre. Eden je bil v železnici, tisti, ker res nisem štekal, kva se dogaja, tukaj pa še en. Skratka, ampak absolutno grem na vse volitve, tudi ko je bilo treba na Omnijo, ker nisem imel rezidence tukaj v Ljubljani. Skratka, kaj ćemo reči, gremo volt, pejte na volitve, mi bomo dodali vse linke spodaj, skratka, da spoznate Inštitut 8. marec tudi, kje lahko karkoli prispevajo, kje lahko še kaj naredijo. Zdaj tale podcast ne bi bil jutr, se pravi v torek, bo že gor, ne, in neki dni še boste ga lahko v miru poslušali. Soboto pa ne smete poslušati več tega, ker je volilni molk. Igor, si hotel še tikaj specifično o tem filmu povedati? V bistvu, kar ta film vseeno, da zdaj Pablo Larraín je se zagovarjal vsem kritikom, da je to pač umetniško delo in pač je. Film ne glede na vse pomanjkljivosti vseeno pokaže, da je pozitivna, da tudi ko zamenjaš slabo vlado, moraš ti gledati naprej v pozitivno prihodnost, da ne smeš samo gledati, kako boš pač uničil zlo, ampak da moraš se boriti za nekaj pozitivnega, v bistvu pa če tudi, kot v tem primeru, je to zelo eno potrošništvo, basically, ne? Ja, bazično res, ja, dobro so to čile izpeljali. In mislim, da to je pomembno. Zdaj, jaz upam, da se z prihodnjim tednom poslavljamo od te definitivno najslabše vlade doslej, ampak ni pomembno samo to, da smo se rešili nesposobnih ljudi, se bomo, ampak da imamo cilje, h kateri bi stremimo, in mislim, da tukaj ste vi dost idej pokazali, dost iniciative in da ja, to dajmo pozitive. Ja, in zdaj bi bo sledilo vprašanje, kdaj bo 8. marec politična stranka. Ne bom to zloben, tudi to res ni relevantno vprašanje, meni tudi to nima nobenega smisla. Jaz bi mogoče še pohvalila Larraína zaradi vizualne predstavitve tega filma, ker se mi zdi, da je zelo prefrigano, brihtno naredil tako, da zgleda, kako si ti rekel, posnetek? Betamax je. Betamaxom, v bistvu so uporabili isto tehnologijo kot TV mreže takrat. Kar jim je seveda omogočilo, da so lažje, ker domnevam, da so zgodovinski posnetki, v katere je Bernal ustavljen noter, pa tudi kdo drug najbrž in tako, in so naredili en tak zanimiv šiv, no, da pri filmu sploh ne opaziš, kdaj je zgodovinski posnetek, da je TV spot, ker je vse v istem slogu, kar se mi zdi zelo fino. Draž, ti si nekaj hotel? Ali sem te samo, ker sem se te dotaknil? Ne, jaz sem samo hotel se odzvati na to, da je Inštitut 8. marec. A ja, mogoče bolj zdaj. Ok, super, to je bil skratka pogovor o filmu, ne bomo vas več, vse ta množina, dvojina, vse gre narobe. Dajte še vi povedati, kateri politični neki trilerji so zdaj, ko delate tako kampanjo, kateri so vam najbolj blizu, ali zato, ker so realistični, ali pa zato, ker so vam pač dobri filmi. Jaz bom kar iskrena in povedala, da ne gledam političnih trilerjev, zato ker so preveč realni in zato ker v prostem času raje gledam risanke. Tako da ja. Okay. Ste vidva mogoče kaj takega gledali, kar bi se vam zdelo, da je zelo podobno temu dogajanju? Jaz, mogoče ni nek politični triler, je samo triler, pa moj psiho grozljiv, to ta vidva povedala, da sta mojstra, ampak tale španski film The Platform, ko je bil 2 leti nazaj, na Netflixu, ker je v bistvu, kako že rečejo, da je to socialni eksperiment pravične porazdelitve surovin. Ja? Tega pa nisem gledal. Okay. Scary. Ja, v bistvu gre za to, da premisa celega filma je, da eksperimentirajo z ljudmi, če si bojo znali enakomerno porazdeliti hrano. Se pravi, platforma s hrano potuje skozi nadstropja in pa če bi si vsak vzel samo toliko, ko res pripada in ko res potrebuje, bi prišla platforma s hrano
polna hrane od prvega do zadnjega nadstropja, ampak seveda, ker temu ni tako, ne, in ker moramo mi tudi to vzeti v zakup, se dogaja razne stvari. To priporočam gledati. Jaz sem ga gledal 3-krat v enem tednu in bi ga še gledal. To je kar distopična. Jaz bi se pa na tem mestu malo odmaknil od fikcijskih stvari in bi šel na malo bolj realno, in sicer dokumentarc, in verjetno jih je več, no tudi za tega dotičnega se ne spomnim natančno naslova, ampak o Bernaysu. To je ustanovitelj oziroma utemeljitelj PR-ja, bil je tudi od Sigmunda Freuda nečak in on je začel tam pred drugo svetovno vojno, predtem so se pač in oglaševalske in politične kampanje delale na tak način, potem pa prišel ta človek in verjetno spremenil zgodovino sveta dobesedno, ker je tudi Američane prepričal to, da vstopijo v drugo svetovno vojno, pa na Dominikanski republiki je pomagal narediti prevrat in pomagal tej družbi, banana družbi Chiquita, da so naredili državni udar in razne takšne stvari. In skozi spoznavanje njega lahko zelo dobro spoznamo, kako deluje PR, kako lahko deluje in v dobro stran in v zelo, zelo slabo stran. Tako da bi na tem mestu priporočil dokumentarec o njem. Posnel ga je BBC, ne vem pa, je v 3 delih in je na voljo tudi na YouTubu. Ok, super. Mislim, da je super, da je Igor izbral telefilm, da nismo zbrali mogoče Operacije Valkira, ki se tudi dogaja v eni podtalni organizaciji, ki skuša se rešiti diktature, ampak mogoče ni. Ni tako uspešno, pa še Tom Cruise je noter. Igor, mi smo še imeli kar nekaj idej, kaj bi lahko mislim, vsekakor bi omenil, ti boš povedal točno potem, katera epizoda podcasta Zarota proti Ameriki, ki je alternativna preteklost ali nekaj podobnega, in pač kako bi izgledalo ZDA, če bi FDR ne bi kandidiral, ampak bi namesto njega bil tale Ja, tudi jaz sem čisto pozabil, kaj je že ta pilot. No, tisti ima zelo, knjiga ima optimističen konec, ki se vrne zgodovina na realno, serija pa se zaključi s tem, kak FBI-ovci uničujejo volilne škatle. Tako da ja, tisti je bil zelo dobro prikazal, kako se družba lahko minimalne spremembe so potrebne, da se družba spremeni v fašistično v bistvu. Tako da to pa, kar se Čila tiče, Naomi Klein, No logo pa še v oni kasnejši knjigi, je imela napisano not precej v Čilu o tem, kako je Pinochet prevzel oblast, ne o tem toliko, kako so ga zamenjali. Tista ta druga knjiga, ki sem pozabil za naslov, ima še obupen dokumentarc, tako da knjigo, ne film. Včasih tudi to je bolj zaleže. No, na tej točki bomo prepustili besedo Mitotu, ki bo naknadno posnel svoj Star Trek kotiček, ker ga danes nažalost ni mogel biti z nami. Kaj je danes? Svetle neke variante mi v glavi skačejo. Ni mogel biti z nami, ker ima neke druge obveznosti. Skratka, Mito, evo, daj si duška. Za Star Trek kotiček in za temo politični thriller, mislim, da je v bistvu še mogoče najboljša epizoda za tole dvojna epizoda DS9, torej epizoda Homefront in Paradise Lost. Te dve epizodi se nekako lotevata politične krize po terorističnem napadu na Zemljo, kjer potem Sisko pa Odo letijo nazaj na Starfleet Headquarters in skušajo nekako koordinirati obrambo Zemlje pred morebitnim še hujšim napadom. Se pa razkrije, da je v bistvu posredi neka zarota, ki po krivem obsodi Siska, pa zlorabi Oda za namene, da se v bistvu sprevrže demokratično izvoljena federativna vlada in da se vzpostavi neka vojaška diktatura. Sisko pa seveda potem nekako razkrinka vse skupaj in privede do tega, da se pač nek admiral, ki skuša vse to skupaj nadzirati, sprevrže oziroma razkrinka in potem obsodi. Epizoda je čisto cool, ima dobro dramo zastavljeno, pa mislim, da se tudi potem ta kulski konflikt spostavi med temi tradicionalnimi Starfleet vrednotami napram
človekovih pravic in to, kar pomeni svoboda v neki utopični prihodnosti. Druga stvar pri Star Trek kotičku, ki bi jo pa omenil, pa je seveda film Undiscovered Country. To je 6. film z originalno posadko iz leta 1991, pa nekako direktno odslikuje padec Berlinskega zida. Torej v filmu se gre, da v bistvu eksplodira klingonska luna Praxis in Klingonci imajo velik problem, kako bodo preživeli in zaprosijo za članstvo, niti ne za članstvo v federaciji, temveč za razgradnjo nevtralne cone in da v bistvu se vse te njihove vojaške napetosti ukinajo. Je pa potem seveda tukaj v ozadju zarota, ki vključuje tako oficirje flote, Klingonce in Romulance, ki skušajo vse skupaj privesti do nekega nasilnega zaključka, ker noben v bistvu noče spremeniti statusa quo. Evo, to bi bilo to. Mi gremo pa seveda dalje na rubriko, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo in gremo nekako po vrsti. Ti gledaš ene zelo zanimive stvari in poslušaš in tako da ti začneš, da priporoči nekaj, ampak to domnevam, da ne zdaj v teh časih, ne uspeš noč. Ne uspem noč. Mislim, zdaj na zadnje, kar sem gledala, je pa še to se mi zdi, da sem ful zadnji, ker je zdaj že 4. sezona, zdaj gledava tale druga sezona Successiona, čisto hudo, toliko mi paše gledati te power hungry ljudi, ki so sami grozni in si sam tako, kako je to briljantno, pač ne morem, ne vem kaj mi je, ampak čist mi sede to gledati trenutno. Ok, mi glede, koga boš ti volila ti? Malo pač skušaj bolj realno, to je poseben kotiček. Potem poslušam zdaj tole audiobook, poslušam Gospodar prstanov, večni fan Lotra, imam tudi tatu na hrbtu in to me je brat potegnil to, ko sem bila že majhna. Poslušam zdaj ta nova verzija Gospodarja, ki je Andy Serkis. Tako da to je kar fino, tako malo ob vožnji na kolesu in Taylor Swift vedno in povsod, kar sem že napisala. Potem pa kaj še špilamo. Glih zadnji smo si vzeli cajt, pa smo špilali Pandemic, to družabno igro kooperativno, to priporočam. Ne igrati med COVID-om, to je bilo kar depresivno, ker smo to delali, ker je bil lockdown, ampak čist hudo. In kaj je še zadnja je... berem pa knjigo, ki si mi jo ti dal. Skozi to zasebnosti, ampak sem prišla, priznam, 3 tedne nazaj do 30. strani in od takrat naprej berem samo za sabo, če sem na inštitutu kaj narobe napisala v post. No, tudi to je treba zelo paziti. Tako da, Andraž, kaj ti gledaš, bereš in tako naprej? Jaz sem na zadnje gledal to, kar bi vi poimenovali Book of Boba Fetta, ker sem zelo velik fan Star Wars univerza, tudi lepo lore loša, sem še prej videl, pa tega nisem pa to pohvalil tam prej. No, ne bi preveč to izvajal. Ne bi bilo preveč. Berem samo v zadnjem času programe političnih strank. Grozno čljivo je. Ampak se skušam v popolnosti emancipirati. Mi ne ratuje sicer, to pa dobro. Se skušam samo, berem samo tiste stvari, ki me res zanimajo. Kaj poslušam? 3 stvari. Prva je to, da se še nočem posloviti od Akija in poslušam Parni valjak, kadarkoli tegnem. Druga stvar je, zmeri, ker sem zelo, zelo utrujen, si predstavljam, kako je, ker sem na morju in imam s kolegom Žanem na Spotify playlisto Hodem na morje na otok prvič in potem je naslov prvič za drugič playliste in dajeva te hrvaške, dalmatinske, ne te, ki jih slišiš na veselicah v Komendi, ker se nam vsem dvigne na njih, bruhanje, ampak to pa, kadar smo pa mi v kakšni akciji, je pa prav zato narejen playlist z imenom Smrt, fašizmu, svoboda narodov, ker se pa pač vse te od NWA, Fuck the Police in podobne stvari, samo da se otveno. Kaj pa igramo? Trenutno zelo neuspešno igram biljard proti svojemu najboljšemu prijatelju Maticu, ki me vsakič premaga in mi vzame še tisto malo veselja, ki ga imam na življenju na stran, vsak četrtek, pa fuzbal brcamo, to je pa to.
Lepo. Ne bo vzbala. Prosim, ne. Jan, kaj si ti mogoče takega pogledal, prebral, poslušal in tako naprej? To zadnje obdobje je zelo slabo za konzumacijo kakršnih koli vrst medijev, popkulture in teh stvari, tako da zdaj sem na bolj na terenu lažje prebavljivih zadev in pa če sem zelo velik Marvel fan in se velikokrat pol vračam na vseh teh njihovih vsaj 30 do 40 različnih izdelkov in jih rad gledam, čeprav zdaj je tudi ta nova serija zunaj Moon Knight, pa moram priznati, da mi je zaenkrat kar všeč. Mogoče rahlo drugačen koncept od drugih, tudi ta pač junak ima drugačno zgodbo kot večina drugih. Pa ja, upam, da bom v postkampanjskem času našel malo več časa tudi za spletno platformo Mubi, ker jo pač resnično obožujem, ker ima dobre filme. Že zelo dolgo imam na playlisti oziroma watchlisti, tako je, od Keslovskega to trilogijo torej Modra, rdeča, bela, se zelo veselim. Berem. Zdaj bolj kupujem, to je neka ta slabost, pač, da moramo kupiti več knjig, kot boš kupil, več jih boš pa tudi prebral, ampak moja knjižna polica je že kar zelo obremenjena. V zadnjem času žal tudi z neprebranimi knjigami, ampak rad berem. Zelo težko se odmaknem od tega svojega bita, torej od aktivizma, od nekih političnih znanosti do podnebne krize, seveda ne nazadnje sem tudi član Mladih za podnebno pravičnost. Jaz sem bil tudi zdaj v tujini in sem si prinesel 6 knjig in vse so na temo podnebnih sprememb in podnebne krize, tako da to me še čaka. Poslušam zelo rad Radio Študent, tako da je to moj nek prvi ver, predvsem za domačo glasbo, ker se mi zdi, da je slovenska glasba v zadnjem času doživela res neko dobro spremembo in se je zelo poboljšala in jo z največjim veseljem rad poslušam. Sicer pa zdaj v času kampanje se mi zdi, da poslušam 4 pesmi največkrat in to je Zbudi me za 1. maj, zaradi tega, ker je to zelo kratek čas po kampanji in bi rad videl, kaj se bo takrat dogajalo. In potem Praslovan, pa še ostala Primorska in pa še od Čajkovskega Slave marš, zaradi tega, da me nahajpa. Jaz bom tle sam dodala, da realno trenutno v inštitutu najbolj poslušamo Ti si moje sonce, Jan, tako da tle se zdaj malo zmislil, tako da ta je... Ne vem, jaz kjer vstajenje Primorske zagram se 4-krat zvrtim. Res je. Ti si moje sonce, Igor. Skratka, povej, kaj si ti lepega gledal in tako naprej. Pogledal sem tole serijo novo, Ženska revija, je zelo neposrečeno prevedeno, na HBO je Minx. In je zelo na prvo žogo, tako da se trudi, ampak je zelo na prvo žogo, pa je smešno. O ženski, ki je hoče imeti hardcore feministično revijo narediti v 70-ih. In revija bi naj bila Matriarchy Awakens in potem dobi edini založnik, ki ga zanima, to je en tip, ki drugače porno revije daje ven. In sicer zato, ker on njen mock-up so vse njegove te modelke prebrale in se mi zdi super in so pripravljene sodelovati. In proba biti cela zadeva zelo inkluzivna, ampak je zelo na prvo žogo, pa ful je tudi smešno, ker je ful dobro režirano, ful dobro igrano. Tako da to priporočam. Pa pogledal sem Severnjaka, The Northman, ki mi je najboljši film zaenkrat letos in zdaj berem Hamleta, obvisli. In bom še pogledal Hamleta, imam v planu zdaj 4-urno Brenagovo verzijo, ki že dolgo nisem, ker tale Northman deloma temelji na istih skandinavskih virih kot Hamlet, je nekaj minimalnih sporednih zvez. Je pa super film, ni mogoče za ljudi, ki ne marajo nasilja, ker mislim, da Jezusov pasijon, ali Kristusov pasijon, tisto tu neki. Samo še malo bolje, to malo več krvi, pa malo več sekanja glav, pa tega. Vse stvari, ki jih imamo rad. Plus tega enih
1000 momentov je, ki so full bolj powerful kot This is Sparta iz 300, tako da če pol pogledaš 300, je to pač tako. Ok, to je to, Igor? Ja. Samo 2 stvari si pogledal, ne morem reči. Hamleta berem, kot sem. To je pa res debela knjiga. Ja, jaz bom tukaj sem na hitro, da sem pogledal seveda 7. in zadnjo sezono Star Trek Deep Space Nine, ker mitota ni tle, ne bom razlagal, katere epizode so mi najbolj všeč. Zadnjih 10 je pa res power, tako da zaključil sem z Deep Space Nineom. To je za tiste, ki jih zanima 173 epizod. In zdaj se malo bom počival do poletja, preden se lotim Voyagerja, ker bi rad, ker sem ful zaostal za vsem ostalim, skratka tudi z branjem kakšnim. In pa istočasno nekako sem pogledal sitcom 30 Rock, ki ima tudi 138 epizod in je skratka o enem NBC-evem šovu, ki je podoben kot Saturday Night Live, skratka TGS, kjer imajo pač skratka velike težave z vrhovnim šefom, ki je mal šovinist, pa z igralci, ki so vsi odštekani in velike zvezde in tako naprej, ampak naredi nekaj res izjemnih likov. Tina Fey je tista, ki je skratka ustvarjalka zadaj in igra tudi v glavni vlogi. Baldwin je zraven in je izjemen kot ta njen šef. In jaz mislim, da to je prišla mogoče v mojih top 10 sitcomov vseh časov. Tako da sem kar vesel, da sem to pogledal. Ne vem pa, kaj bom naslednjega, to se še nisem čisto odločil. Spet bom kakšnega pa za nazaj pogledal, ki še ga nisem. Ampak se pravim, zdaj bom najprej malo počival, ker tole je bilo kar dolgo in naporno. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 121. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Tija Fajterka Jakič, Andraž Cankar nima prav kos, Jan me čudi, da so tu spet Jan me čudi, da so tu stene tako monotone. Štrukelj, Igor, samo malo ne, Harp in Aljoša, družba, društvo, združenje, gibanje Ferlamo. Tole epizodo smo znova posneli v Kino Bežigrad pri Bižališču vseh ljubljanskih filmofilov, zlasti pa žanroljubcev, ker smo bili v nekoliko mlajši zasedbi, so nas sicer vtaknili v otroško sobo, ampak nič ne deje, pridete si pogledati kakšen film, kmalu bodo znova odprli tudi drive-in kino, privoščite si torej kakšen film v avtomobilu brez strahu pred prometno. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljate platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov vsakega in če ste še vedno v dvomih, ali bi v nedeljo šli na volitve, toliko dela imate doma, psa je treba peljati na sprehod, radi bi pokosili trato, pomili avto, knjiga se ne bo sama prebrala do konca, morate se pripraviti na podelkove sestanke, kar vendar pomeni en glas, toliko kot nič. Ne veste, kje točno imate osebno izkaznico, nehajte, samo nehajte, pridite sem in povejte vse to v obraz našim 3 gostom, če upate. Našim gostom, ki že dober mesec delajo kampanjo, se odrekajo spanju, druženju z bližnjimi prijatelji, ki so žrtvovali zasebnost, počitek, prosti čas, študij, službe, redno prehrano, vse samo zato, da vas opomnijo, da je vsak glas, ja, tudi vaš, pomemben. Pridite mi to povedati. Ali še boljše, pridite to povedati nama z Igorjem, ki sva žrtvovala 2 uri najnega časa za ogled filma. No, Igor ga je že prej pogledal, pa zdaj 1,5 za snemanje, pa še uro za montažo, uro za objavo, vse to, verjetno se strinjate, povsem primerljivo s celomesečnim garanjem Inštituta 8. marec. Če ni celo še pomembneje, se sem vendar podcasterja, samo zato, da vam na koncu rečeva, gremo voliti. Skratka, barabe nehvaležne, pejte volt. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku, Instagramu kot podcast KM, Obod brez pikic, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Na družabna mreža delimo rajcere, prikolce, novice, sveta, žanre in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vaše vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije, izpolnjenih glasovnic, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 121. epizoda, naslednjič se znova poslušamo čez natanko 2 tedna, 3. maja, ko bomo govorili o čem drugem kot o severnjaku. Če želite podpreti Inštitut 8. marec ali videti, kaj delajo in počnejo,
ali se skratka povezati še v teh 3 dneh še za kakšno njihovo akcijo. Na vrhu in na dnu bomo objavili povezavo do njihove strani. Če vas še karkoli zanima tudi glede volitev ali njihovega omnibusnega zakona, bomo to dodali spodaj. In seveda ne pozabi, če lahko pomagate, bi želeli pomagati, v zapiskih znova ponujamo tudi vse povezave do informacij, kako pomagati civilistom in beguncem iz Ukrajine. Skratka, hvala vam, ostanite ljudje in ljudine.